Romsko naselje, v katerem bodo jasno urejeni lastniški odnosi, infrastruktura ter dostop do javnih storitev, zlasti do izobraževanja. Takole na papirju izgleda vzorčno romsko naselje. Resorni minister Mesec pa razlaga, da gre za naslednji korak po sprejemu Šutarjevega zakona. Potem, ko je zagotovljena varnost, pa je treba zagotoviti pogoje, da bosta lahko romska skupnost in večinsko prebivalstvo začela drugače sobivati, kot sta doslej. Dodaja, da v Sloveniji že imamo dobre primere. Denimo naselje Pušča v Murski Soboti, kjer Romi živijo v lastnih hišah, so zaposleni, otroci pa redno obiskujejo pouk. V romskih skupnostih po jugovzhodu Slovenije pa je ponavadi situacija obratna. Živijo v črnih gradnah, nimajo nobenega premoženja ali lastnine in ker nimajo nobenega premoženja ali lastnine, tudi v bistvu so razvezani kakršnekoli odgovornosti. Okrožnico je prejelo 25 županov, kjer je skupno 83 romskih naselij. Župan Brežic je lokacijo že predlagal oktobra, romsko naselje Krušče. Poudarja pa, da je ključen pogoj jasna razmejitev, kaj bo prevzela občina in kaj država.